Okay, naslednje vprašanje nam je postavila Nina, ki pa pravi, kako veš, da so rezultati kampanj in strategij dobri? Glede na trg, na katerem deluješ, branžo, tip kampanje, torej po različnih vertikalah ali pa razlogih, a imamo torej kakšne benchmarke. V šali bi rekel, kako veš, da so rezultati dobri, takrat, ko pač nekaj prodaš iz teh kampanj. Ampak ja, mislim, mi vedno zagovarjamo, da se spremlja več KPI-jev. Torej eno je čista atribucija, torej da veš, iz katerih kanalov, iz katere kampanje ti funkcionirajo. Drugo je potem tudi, da spremljaš pač, kako se ti spreminjajo vse številke povezane s tem. Ki jih mogoče ne boš znal direktno povezati s posamezno kampanjo, ampak videl boš stvari spremljal ali pa boš povezal z neko skupino kampanj ali pa nekih strategij, ki jih delaš. Tle recimo nek tak standarden segment ali pa standard seznam KPI-jev, ki jih po mojem bi mogli vsi spremljati, so koliko imaš strank v posamezni fazi, torej koliko strank je, ki so naredili prvi nakup, torej so first time buyeri, koliko imaš aktivnih strank, torej strank, ki redno kupujejo pri tebi, zakaj pomeni redno je zelo odvisno od tega, kaj prodajaš, koliko imaš nekih strank, ki niso več aktivne in koliko je strank, ki je odšlo v zadnjem letu, torej ki so črn. Potem pa še te druge stvari, kot so povprečna vrednost nakupa oziroma vrednost košarice, število izdelkov v košarici, pa jasno potem skupni promet, ti pa kaže to, a grejo stvari v pravo smer, ne? Ja, vse to zadnje, ko spovejo, pa imaš v življenjska vrednost stranke, a ne to. Še to, jasno, pa, ko zmnožiš. Jaz bi tle sam mogoče še enkrat res ta atribucijski model pojasnil. Dostakrat govorimo o njem, pol pa pridemo na kakšne, ne vem, aktivnosti ali pa tudi pri performancu, pa je, ja, to zdaj ne dela, to ne dela. Ja, ne dela, odvisno kako meriš, a ne. Če meriš, najbolj ta klasični je zadnji klik ali pa les klika, ne. To zbav, kaj to pomeni? Ja, vso vrednost konverzije boš pripisal zadnjemu kanalu interakcije s tistim, se pravi, kanalom. Zdaj si predstavljamo, nekdo je kliknil oglas, smo jih v Google govorili, pa je prišel na spletno stran, pa je pa zapustil to, pa prišel naslednjič direkt, ne vem, čez en dan, še vedno imel od unga oglasa nekaj v spominu, in ti si vse zdaj direkt pripisal. Čeprav je imel Google oglas velik asistent, zato ker je mogoče prvi obisk, pa sploh stranka naredila prek Google oglaševanja. Tako da zdaj obratno je pa ja, prvi klik. Obrnaš na first touch, bojo vsi imeli, vsaj te prvi nakupi bojo imeli verjetno skozi neko glas, kljub temu, da imaš ti, ne vem, taktiko za zapuščeno košarico, pa remarketing, ki jih potem ne boš štel. Torej, ja, first touch, last touch je vedno izziv, ne? Ja, sta pa veliko lažja za handlat. Tako, imaš pol neke linearne modele, se pravi, porazdeliš po časovnici, več daš zadnjemu, pa manj prvemu. Pa mi ta zanimiv position based, se pravi, daš veliko prvemu, pa veliko zadnjemu, tisto vmes pa malo zanemaraš, se pravi, zadnjo bi bilo spraja, dobil si prvo stranko pre Google, potem si pa v bistvu s svojimi kampanjami, s taktikami zapuščene, vmes je pa, ne vem, stranka še 3krat prišla, pa gledala neke stvari, pa mogoče newsletter odprla, ampak to nadaš toliko neke vrednosti. Zdaj cool. pa to sam prej nama kdo piše, prej si rekel linearni model, ta enako razdeli med vsemi, tak je pa največ za zadnjo konverzijo, pa najmanj za prvo je pa time decay, ne, oziroma pač časovni padec, ali kakorkoli to prevedemo. Tako, ja, te dve razlike, linearni bi črto narisali, kolikor jih je, vsi dobijo enak. Ja. Socialistični model. Tako, ja. Tega smo navajeni v Sloveniji. Za vse kanale. Ta funkcionira. Ja. Pa je pa še bolj napredni, so pa neke data driven, ko bi bolj razumel na podlagi tudi mogoče nekih modelov, tudi machine learninga in podobno. Koliko je, se pravi, če je Google oglas pripeljal prvo stranko, ko je prvič prišla na spletno stran, vrednost druga, kot če je nekoga pripeljal, ki je prišel iz oglasne kampanje, ki je že tvoja ponavljajoča se stranka, se pravi, bi pa tukaj rekel, je manj verjetnosti, da ga je ta prepričal, pa so ga druge stvari bolj. Tako da tisti bi bil pa nek zelo napreden način orodja.
Sej, recimo to, ko se doskrat govoriva, ne, te tehnologije, ki jih pa mi tudi uporabljamo, je fajn, ko imajo neke te stvari že noter, pa se v bistvu samo odločiš način, kako boš to meril, pa se mi zdi tako, je team aligned, pa ni več, da se treba o tem pogovarjati. Ne. Tako je, pa dejansko so odločitve sprejemaš na podlagi podatkov, ne izključno na podlagi nekih občutkov pa hančev, ki jih nekdo ima. No, upam, da sva njini odgovorili. Ja, mislim, mogoče, da zaključiva še to glede na branžo, recimo, je pa, mislim, industrijski neki playerji imajo skoraj vsi neke reporte zunaj, ali je to zdaj MailChimp ali pa Klaviyo za email reporting, tudi drugi, torej te oglaševalski za oglaševalske mreže, kjer pa lahko potem pogledaš njihove reporte po industriji, v kateri si in tudi vidiš, kako se primerjaš z neko industrijo. Pa neki toolov imaš tudi, sej podobno so tudi SEMrush pa podobni, ki imajo noter, veš, malo trekajo tudi performance od drugih, pa lahko pa v bistvu ugotoviš, kako je. Recimo na e-commerce vem, da Shopify ima glede na tvojo industrijo, ki si ti pa malo pove, kje so tvoje konverzije, so v redu ali niso v redu. Ali. Tako, vedno se je fino malo primerjati. Ja, včasih dobiš podatke za cel svet ali pa za Ameriko, pa ni čist relevantno, ampak je dobro pogledati, kje so drugi v industriji, da veš malo čemu slediti.